Rojsten bastardi Pavla sem, ampak poročena Furar. Kod pa ste? Iz Hrastnika. Zakaj ste pa danes tukaj? Zakaj? To je malo hecno in veliko vprašanje. Doživljala sem marsikaj tukaj, med drugo svetovno vojno, kot otrok. Ne? In prišla obujati spomine, lepe in grde. Ampak grde bom pustila. Kaj se najbolj spominjate? Najbolj se spominjam, ko smo šli na avion, pa ene učiteljice iz podzemlja, ki me je vsak dan iz tistega doma partizanskega, ko je bil partizanski dom za partizanke, ko so rodile. Ker moja mama je tega fanta tam rodila. Ne? In pol smo mogli od tam iti in smo šli s temi ranjenci, so nas odpeljali v Bari, v partizansko bolnico Bari. Mi smo bili prav v bolnici Bariju. Ne? No in tam smo bili verjetno do konca vojne, ne do konca vojne, pač pa prišel je menda kakšen dekret, pa jaz vem, jaz sem bila otrok, ne, da so nas potem pa z ladjami iz Barija dol v Dalmacijo odpeljali. V Dalmaciji sem pa dočakala konec vojne. Seboj pa imate tudi ene fotografije, kaj pa je na teh fotografijah? Na tem? Ja, tukaj vam lahko sam pokažem, koliko sem bila stara, ko sem šla v hosto, partizane z mamo. Tale. Tale punčka? Ja. 17. september. A to je pa vaš kaj? Brat, ampak jaz sem 6 let starejša od njega. Ja. To je pa tale moj brat, tukaj je bil, mislim, da je bil neki tazga 6-7 let star, ko ga je mama oblekla v to mojo uniformo, ko sem jo dobila v Bariju. Ja. Imate s seboj še nekaj iz Barija? Ja, pa to Titovko. Če hočete jo dam na glavo. Grda glavo, dajte. Ampak je preveč na glavo. Zvezde je ne bo še dati. Super. A to so Angleži tam? Ja, cel komplet, ne. To, pa srajco je mama verjetno vrgla, se je pač strgala po vojni, ni bilo za dobiti, ne, za obleči. To mi je pa še prišparala in mi jo je dala. Spravila je pa meni dala za spomin, ne. Tako da imam to, pa tle imam še to, kar je brat pokazal, imam pa jaz, da je ena rdeča škatlica je. Ena rdeča škatlica je. No, tukaj je pa... To sem dobila tudi zraven, tole je zapestnica, ker sem bila punčka, pa so mi tole dali, da imam spomin iz Barija. Angleži. To je pa še iz partizanov, v tej brigadi smo bile z mamo. Pa ta prstan so pa meni dali, ker jaz sem nastopala v enem, ne vem kaj je bila, eni veliki dvorani so bili sami ranjenci, ne. In so nas otroke tam v Bariju, v bolnici, zraven bolnice je bila še ena stavba. In tam so nas učili pet, ne. Samo, jaz sem pela samo srbo-hrvaško, pa nisem nikdar slišala srbo-hrvaško, ne. Ampak so nas naučili, pa sem pela. Kaj ste pa zapeli? Mi smo mali pionirji, borimo se svi, da nam dođu lepši dani. Ne, mi smo mali pionirji, partizani smo i mi, da nam dođu lepši dani, borimo se svi. In to je bil en tak zborček, ne, ko so nas učili manjše, take, ko sem bila jaz, potem je bil pa še en zborček, ko so bili pa malo starejši od nas, ne. In to smo nastopali ranjencem, en večer so nas odpeljali s kamionom in tam smo dobili tele uniforme vse, ne. Za njega, ko je bil pa, so vedeli, da imam enega bratca mečkenga, ne, tam v bolnici,
So mi pa dali enega tazga mečkenega belega kužita, narejenega igračko, ne, iz vate narejeno, ne. In to sem prinesla in dolgo časa je bil tisti kužek. Pri nas so se še dva igrala pol s tistim kužkom, dobil ga je pa on, ne. Kako se vam pa danes dela ta slovesnost? Zelo, kako bi rekla, čutila sem ga čustveno, ne. In lepo je, da se še tega spominjamo, res. In naj bi se še naprej. Ne morete to izbrisati, nihče ne more izbrisati, kar je bilo. Res je bilo, kar se govori in veliko je še, zdaj nas je že zelo malo, ko vemo, jaz sem zdaj že pri tisti starosti, ko bom zdaj tudi jaz umrla. Drugi so že vsi partizani in taki, ko so učestvovali v vojni, jih ni več, ne. Ampak žihar bi ostalo tudi našim mladim to v glavi in v srcu, da se ne bi nikdar to več ponovilo. Skozi govorimo in tega se bojimo, pa mi je kar groza, res. Zdajle, ko je to vse, sem poslušala tukajle, groza me je, da bi se še kaj takega še enkrat zgodilo. Ne moram vam povedati, kaj sem vse doživela, lepega s partizani, pa veliko grdega tudi. Ne. In se nerada spominjam tistih stvari nekaterih. Ne. Drugače pa to me je zelo ganilo in ne moram pomagati, ne mi zameriti. Sem Anton Pezdirc, Krasinc 12. To sliko mi nam je prinesel pilot tega letala, ki so šli bombardirati Augsburg. In so bili obstreljeni in so mislili, da bodo prišli do Visa. In so težko prišli in je rekel, naj kdor če skoči posadki, ampak noben ni to skočiti. On je s težavo pristal na Krasincu letališču. S tem avionom? S tem na Krasincu. In tukaj je ta krasinsko letališče. Ja, kako ste pa vi prišli do te fotografije? A vam je... Te slike? Da. To mi je prinesel ta pilot. Vam osebno? Ja, enega spremljeval in Slovenije, ne vem, kako se piše. Ja. In to so dva njegovi sini in ta pilot. 90 let star, pri nas hiši prespal, ker moja teta vas tu stara kot on in se spomnim, da so en pilot čez noč prestal, tako je bil on povedal. Čez noč prestal in potem šli v Bari z letališča. Pa ste imeli pol še kakšne kontakte po vojni z njim? Nekaj mimo moj zet, nekaj so imeli prek, ne vem koliko je tega. Aha. Ja. A lahko še obrnete, da vidim te podatke zadaj, da jih posnamem?